So priložnosti Svetovnega dneva čebel res izkoriščene? To ste se spraševali tudi na zanimivem strokovnem posvetu v državnem svetu. Ja, moram reči, da državni svet res postaja središče takih in podobnih razmišljanj in ne samo o tem, kaj je bilo, ampak tudi kako naj bo v prihodnje. No, in ravno današnji posvet je pokazal, da nekaj, o čemer razmišljamo kot o samo po sebi umevnemu, ni vedno temu tako, da je treba še veliko pomagati z raznimi idejami in predlogi. In tudi tema današnjega posveta glede izkoriščenih priložnosti na Svetovni dan čebel, ki je nastal po zaslugi Slovenije, da ugotovili smo, da seveda te priložnosti še zdaleč niso izkoriščene, da se zlahka zgodi, da se bo pozabilo na Svetovni dan čebel in da bo čebelarstvo ostalo na ravni, kot je bilo doslej. Tega se seveda nihče ne želi, tako vsa ministrstva, ki so bile danes prisotna, kot tudi Čebelarska zveza in ostala čebelarska stroka, se tega zaveda. Zaveda pa se tudi priložnosti, ki jih Svetovni dan čebel in vse, kar je s tem povezano, nudi. Tako da mislim, da zaključki, ki smo jih danes sprejeli, bodo pripomogli k temu, da se vsi v prihodnje še bolj prizadevamo, da čebelarstvo res postane sestavni del našega življenja in da tudi priložnosti, ki jih nudi, pomagajo našim ljudem pri temu, da zaslužijo kakšen dodaten evro. Smemo reči, da je Slovenija svetovna velesila na področju čebelarstva. Ja, jaz mislim, da tudi zaradi tega smo bili tako uspešni pri našem predlogu o Svetovnem dnevu čebel. Imamo znanje, imamo tradicijo in vemo, kako to znanje prenašati tudi izven naših meja. Pred kratkim so celo na Dunaju odkrili spominsko ploščo v spomin slovenskemu čebelarju Antonu Janši. To najbrž tudi veliko pomeni. Ja, no, tudi ta del, ta razmišljanja naših čebelarjev in tudi nas Slovencev se počasi spreminja, postajamo bolj samozavestni. S tem smo celemu svetu povedali, da je bil Anton Janša Slovenec, da je bil slovenski čebelar, ki pa seveda deloval v takratni državi Avstro-Ogrski. Tudi lep uspeh slovenske diplomacije in čebelarjev, da je zdaj na Dunaju plošča v slovenskem jeziku. Seveda, kot imamo po novem tudi spomenik oziroma pomnik kranjski čebeli v Višnji Gori. Kranjska čebela je avtohtona slovenska vrsta čebele, najbolj mirna, najbolj medonosna in jaz mislim, da velja vse to izkoristiti. No, in to je tudi ena priložnosti, ki jih je Svetovni dan čebel ponudil. Mirna in pridna kot Slovenci? Da, lahko bi potegnili to vzporednico, kot je bilo na koncu rečeno strani predsednika Boštjana Noča, pa nam ponuja tudi izjemne priložnosti v turizmu. Nimajo vse države možnosti razvijati čebelarskega turizma, ker je samo naša čebela tako mirna in samo naša tradicija tako velika. Hvala, gospod Dušo Strnad. Zdaj pa še nekaj besed s predsednikom Čebelarske zveze Slovenije. Hvala lepa. Kaj je tisto, kar dela Slovence za svetovne čebelarje? No, prvič je naša bogata tradicija, naša edinstvenost, odlična povezanost, smo najbolj organizirani na svetu, imamo edinstven čebelnjak, naš panjski sistem, našo kranjsko čebelo, tako da, ki je mirna in pridna. Ki je najbolj mirna in najbolj pridna na svetu. Razvijamo čebelarski turizem, smo predlagatelji Svetovnega dneva čebel, izvajamo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je prišel v naše meje, tako da imamo najboljše organizirane čebelarske krožke po svetu, tako da Slovenci smo v samem čebelarskem vrhu oziroma na vrhu.
Koliko čebelarjev pa imamo Slovenci? Nekje je trenutno okrog 12 000 čebelarjev, večinoma je to, bom rekel, gre ta čebelarska tradicija iz roda v rod, v zadnjih letih je prišlo tudi kar nekaj novih čebelarjev, mlajših čebelarjev, tako da čebelarstvo je res ena slovenska nacionalna zgodba, s katero se Slovenci radi poistovetimo. Se ve, koliko medu pridelamo Slovenci? No, tukaj je treba tudi vedeti, da Slovenija ima zelo težke pogoje za čebelarjenje, zato smo tudi odlični čebelarji. Mi z našo odlično čebelarsko prakso povprečje pridelamo med 15 in 20 kg na panj, recimo v Argentini 150 kg na panj. In mi v težkih pogojih moramo znati dobro pridelati in v Sloveniji tako nekako pridelamo 2000 do 2500 ton, Slovenci pa pojemo 2 kg na prebivalca letno. To se pravi, nam manjka skoraj polovica medu, da bi zadostili vse potrebe slovenskega potrošnika, ki pa zelo ceni slovenski med. Hvala lepa. Hvala tudi vam.